myself up and move to the beat of my heart and my soul. Sing a song for the dreamer. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23.000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Pot do zmage ni nikoli enostavna, a mi smo z vami. Vsak dan, vsak trenutek. Z izbranim zavarovanjem specialisti si omogočite specialistično obravnavo že v 7 dneh. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, v novi, že 5. sezoni oddaje Vita, življenje je lepo. Današnjo prvo oddajo bomo posvetili zdravju hrbtenice. Kako pomembna je hrbtenica, se pogosto niti ne zavedamo, dokler se ne pojavijo bolečine ali celo kronične težave. Z bolečinami v hrbtenici se sreča kar 80% ljudi, le redki pa se zavedajo, da leži možnost rešitve pretežno v naših rokah. Bolečine v hrbtu so bolj pogoste pri ženskah kot pri moških. Najpogostejši vzroki za spremembe na hrbtenici pa so nepravilno dvigovanje in spuščanje bremen, nepravilne delovne navade in slaba drža. Pri premagovanju bolečin v hrbtenici si lahko pomagamo na različne načine, tudi z jogo. V svoji večtisočletni tradiciji je joga namreč razvila sistem telesnih položajev, ki ohranjajo našo hrbtenico zdravo in prožno. Znana jogijska modrost namreč pravi, da si mlad toliko, kolikor je mlada tvoja hrbtenica. No, vse v zvezi s težavami in načinih, kako lajšati in odpravljati bolečine v hrbtenici, nam bo povedala doktorica Tanja Ravter-Pungartnik, specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije ter vodja zdravstva v Termah Ptuj. Klavdija Lovenjak iz društva Joga v vsakdanjem življenju pa nam bo predstavila pomen joge za hrbtenico ter pokazala tudi nekaj konkretnih vaj, ki jih lahko tudi vi izvajate doma. Evo, jaz sem prispela pred hotel Term Ptuj, sedaj pa grem poiskat svojo sogovornico. No, težave s hrbtenico so, bi lahko rekli, nadloga današnjega časa in k temu bistveno prispeva tudi naša drža. Kakšna je tista pravilna, optimalna drža in ali se mogoče ljudje malo premalo zavedamo pomena pravilne drže? Drži, kar ste povedali. In zelo pomembno je ozaveščanje o tem, kaj je pravilna drža in da je res zelo pomembna, kajti pravilna drža nam omogoča neko idealno pozicijo telesa, kjer je optimalno obremenjen celoten skelet, se pravi, je teža enakomerno porazdeljena. In če držimo hrbtenico v svojem fiziološkem, lepem, zdravem položaju, to posledično pomeni, da so primerno in lepo obremenjena tudi ramena, kolki, kolena in je to zelo ugodno za celoten skelet. Lažje se pretaka energija, boljše se počutimo in v bistvu, če to ne upoštevamo, lahko pač pride do težav.
ki se lahko kažejo potem kot bolečina, a ne, v ledvenem delu, v prsnem delu, tudi v vratu. Na hrbtenici opazimo povečano to prsno ukrivljenost ali pa ledveno ukrivljenost, je pretirana. To je ena taka deformacija, ki lahko nastane, ali pa ukrivljenost v stran. Se pravi, če mi hrbtenico pogledamo od zadaj, mora biti ravna, vkolikor pa prihaja do raznih odstopanj in ukrivljenosti, pa to je potem, rečemo, skolioza temu in to potem ni več ugodno za naše telo. Pravilni drži vpliva tudi, kaj imamo obuto, verjetno? Ja, seveda, tudi. Visoke petke ne priporočate, verjetno? Visoke petke porušijo našo statiko, ker se poveča ta ledvena ukrivljenost in ne vplivajo ugodno. Tako da bi bolj priporočala nižje pete, pa taka ugodna obuvala, ki omogočajo dolge hoje. Torej, z nepravilno držo kar obremenjujemo našo hrbtenico. Kaj pa pravzaprav vse poslabša to našo nepravilno držo? Nepravilno držo poslabšajo vse pretirane obremenitve hrbtenice. To se pojavlja recimo pri pogostem sklanjanju, dvigovanju težjih bremen, prisilni drži. Slabo pa vpliva na samo hrbtenico in na naše telesno počutje tudi manj telesne vadbe, torej da nimamo neke organizirane, redne aktivnosti, potem razni čustveni pritiski, pretresi, kar nas bremeni in ne znamo razrešiti. Tako da je v bistvu potrebno skrbeti za to, da skrbimo tako za našo dobro telesno držo z aktivnimi vajami, kot tudi s tem, da skrbimo za redno telesno aktivnost. Verjetno so pri tem tudi zelo izpostavljeni otroci, ki nosijo težke torbe v šole. Ja, seveda, to je obremenitev za njihovo hrbtenico in tukaj bi seveda priporočali, da prenašajo bremena na tak način, da je hrbtenica čim manj obremenjena, bodisi s torbami, ki jih lahko vlečejo na koleščkih. Predvsem pa pri mladostnikih vidim težavo v tem, da zelo veliko sedijo, zelo veliko preveč, ker imajo ogromno nekih takih animacij, ki jim omogočajo ugodje in užitek in pridobivajo neke take ugodne občutke ob raznih igricah, računalnikih, telefonih in to jim kar nabija ure sedenja, kar je v bistvu zelo škodljivo in slabo vpliva na njihovo in tako držo, hrbtenico, splošno počutje. Pri kateri starosti pa se pogosto pojavi bolečine v hrbtenici? Je to bolj v otroštvu? Zdaj, ta bolečina v hrbtenici, to je zelo pogosta težava populacije. Nekje 70 do 80% je prevalenca in v bistvu v tem trenutku nekje 15 do 20% ljudi čuti bolečino v hrbtenici. Tako da to je v bistvu ena življenjska izkušnja praktično. Zdaj, najpogosteje pa se bolečine pojavljajo tam med 35 in 55 letom. Tukaj nekje imamo zabeleženo, da je največja pojavnost bolečin in težav s hrbtenico. Poleg tega je to recimo najpogostejši vzrok za bolniški stalež pri ljudeh pod 45 let. To so eni taki statistični podatki. Se pa težave s hrbtenico pojavljajo tudi že pri mladostnikih, opažamo čedalje večji trend in težave, tako da jim skušamo že takrat pomagati in jih predvsem vzgajati s preventivo, z motivacijo, kot sem že povedala, da v bistvu so čim bolj aktivni, če je potrebno pa tudi ciljano jih učimo izvajanja vaj, da se olajšajo bolečine. Katere so pa najpogostejše težave povezane s hrbtenico? Ko pride pacient do nas, se je potrebno z njim temeljito pogovoriti
In že na podlagi anamneze in njegovih podatkov lahko sklepamo o tem, kakšne težave ima s hrbtenico. Zdaj, najpogostejši vzrok so tako imenovane mehanične bolečine. To so povezane z gibanjem, pa z nekimi fizičnimi aktivnostmi. In sicer pacient opisuje pekočo, ostro bolečino, ponavadi locirana v križu, širi pa se lahko tudi v noge, nekje do kolen. To je recimo ena taka anamneza za eno vrste bolečine. Zelo pogosto se tu v ozadju skrivajo mišično-vezivne bolečine, to je zelo pogost vzrok. Lahko je pa tudi obraba malih sklepov na hrbtenici, tudi povzroča tako bolečino, ali pa nestabilnost hrbtenice. Če nam pa recimo pacient navaja, da ima topo, neko globoko bolečino, pa začnemo razmišljati, da so pri njem v ospredju predvsem degenerativni procesi medvretenčnih ploščic, ki se z leti degenerira, torej funkcija je slabša in v bistvu hrbtenica izgublja na svoji statiki, na svoji funkcionalnosti. Potem, kot sem že rekla, je lahko tudi nestabilnost hrbtenice, se pravi, da vretenca niso med seboj stabilna in je potrebno tudi tu ukrepati in razmišljati o tej patologiji. No, zelo pogost pojav je pa tudi hernija medvretenčne ploščice, to pacienti dobro poznajo, ali pa stenoza, ko v bistvu pri teh procesih pa pride že do utesnitve živčnih struktur. In klinična slika pri tem, recimo pri herniji, je pa taka, da pacient navaja, da ima bolečine v križu, te pa se potem razširijo v spodnje ude, v enega ali v oba, in lahko poteka po zadnji strani stegna, navzdol do pete ali po sprednji strani stegna, odvisno, kje je težava v hrbtenici. Taka bolečina se v bistvu poslabša pri napenjanju. Druga taka zadeva, ki pa lahko tudi utesnjuje živčne strukture, je pa stenoza. Tukaj nam pa pacienti povejo, da se bolečina pojavi, ko hodijo. In dejansko prehodijo neko razdaljo, nato pa se morajo ustaviti, ker je bolečina pač neznosna in omejuje nadaljnjo hojo in potem bolečina popusti. Tem pacientom rečemo tudi ogledovalci izložb, tako malo karakterno, ker v bistvu se potem si ogledujejo izložbe, pa gre do naslednje in se manj opazi, da se je ustavil zaradi težav. No, ko se pa ta razdalja pomembno zmanjša, ko zmore recimo par 100 metrov, potem je pa potrebno tukaj kirurško ukrepanje, da se sprostijo te živčne strukture, da lahko pacient zmore potem daljše razdalje in je bolj funkcionalen. Potem pri hrbtenici so lahko tudi vnetni procesi, to je pa recimo, kadar nam pacient govori, da ga po noči precej boli, pa da je zjutraj bolečina najhujša in da se nekako izzveni, ko giba, ko se malo razgiba, potem bolečina popusti. Tu pa razmišljamo, da gre za kakšne vnetne procese in tu moramo potem pomagati si z revmatologom, on potem spelje diagnostiko in postavi končno diagnozo. Lahko so pa tudi kakšne hujše zadeve, kakšni tumori, lahko tudi se skrivajo za kakšno bolečino ali pa zlomi. Tu nam pacient recimo pove, da je nenadno nastala bolečina ob nekih minimalnih premikih, tu zdaj govorimo o osteoporotičnih zlomih, tu je tudi že iz anamneze lahko marsikaj razberemo, pa potem pacienta primerno usmerimo na diagnostiko ali pač do ustreznih specialistov. Pa se da te težave umiliti, zmanjšati z vami za hrbet? Veliko ljudi, ki imajo težave s hrbtom, se namreč poslužujejo različnih vaj. Ja, seveda. V bistvu
zelo pomembna je, kot sem že na začetku povedala, redna telesna vadba. Se pravi, da je človek aktiven, da vključujejo te vaje cel nabor in za splošno kondicijo, in za gibljivost, in za moč, in za vzdržljivost. To je ena taka popolna vadba. No, ko so pa bolečine v hrbtenici, pa je treba tudi ciljano naučiti osebo, da bo znala tudi vaje za stabilizacijo hrbtenice vključiti zraven, a ne? Ker te male mišice, ki so ob hrbtenici, so v bistvu ključni stabilizatorji hrbtenice in z leti, ko prihaja do degenerativnih procesov, zelo pomagajo držati hrbtenico v svoji fiziološki drži in da so premikanja med vretenci čim manjša. Tako da absolutno vaje so ena alfa in omega obravnave bolečin v hrbtenici. No in v trenutku, ko se pojavijo bolečine, je torej bolje, da začnemo hitro z izvajanjem teh vaj ali da malo počivamo? Takrat, ko je akutna bolečina, ni primeren čas, da začnemo takoj z vajami, ker v bistvu pacient niti ne bo zmogel pravilno aktivirati zaradi te bolečine. Zato je potrebno malo umiriti to bolečino, zato so posebna zdravila, ki umirjajo bolečino in tudi vnetje, ki je velikokrat pridruženo bolečini. In ko ta bolečina postopoma izveneva, takrat pa je potem čas, da stopimo do fizioterapevtov, da nam pokažejo te vaje in ključno pa je, da jih potem sami redno izvajamo skupaj z nekim takim naborom vaj, ki nam nekako, ki so nam v veselje, ki nas veselijo, da se jih bomo z veseljem recimo lotevali. Tako da zelo priporočljivo je potem tudi, da najdemo še kako drugo aktivnost poleg teh vaj, recimo hoja z nordijskimi palicami je zelo blagodejno vpliva na naše telo, ker z vsakim vbodom razbremenimo telo nekje 10 kilogramov, in če prehodimo daljše razdalje, to se lahko v tonah šteje, koliko pomagamo naši hrbtenici in celemu skeletu. Ali pa kolesarjenje, recimo, ampak je treba pač izbrati tako kolo, da ni hrbtenica preveč sključena, da je čim bolj naravnana in v bistvu mora nam biti v užitek kolesarjenje, da radi premagujemo te razdalje. Verjetno tudi plavanje? Ja, seveda, plavanje je tudi zelo zaželjeno. Nasplošno vadba v vodi je blagodejna za celo telo, ker v vodi je telo razbremenjeno, vzgon pomaga, da ne čutimo naše teže, oziroma da je naša teža razbremenjena in dejansko, kadar imamo bolečine, v vodi lažje izvajamo vaje. Dejansko tudi take vaje naredimo, ki jih na suhem ne zmoremo. In recimo zelo taka dobra vadba v vodi je hoja po vodi. Tukaj predvsem, kadar so kakšne težave z nogami tudi, ko so bolečine, pa se hitro poruši vzorec hoje, ga lahko v vodi fino natreniramo, ker nas manj boli in dejansko s enim takim preprostim, bom rekla, trikom, da hodimo, ogromno naredimo za svoje telo. Torej, katerim športom bi se pa morali izogibati tisti, ki imajo probleme s hrbtenico? Ja, nezaželjeni športi, ko se pojavijo težave s hrbtenico, so tisti, pri katerih so sunkoviti gibi, nekontrolirani gibi, velike obremenitve, dejansko, kjer lahko pride do tega, da je hrbtenica preveč obremenjena. Pri tistih, ki imajo težave, jim to odsvetujemo. Kdaj se pa predpišejo razni stezniki, opornice? Ja, stezniki, ko rečemo steznik, to je pač nek oklep okrog našega trupa. In steznikov je zelo veliko na trgu, razni produkti.
Je pa v bistvu steznik zaželjen oziroma indiciran takrat, kadar so večje deformacije hrbtenice. Recimo pri skoliozah je zelo pogosto predpisan steznik, to je torej pri ukrivljenosti hrbtenice v stran. S steznikom pomagamo, da je funkcija hrbtenice čim boljša, hkrati je potrebno seveda izvajati tudi vaje. In ta steznik mora oseba nositi večino ur v dnevu, je kar naporna zadeva. So pa potem tudi manjši stezniki, ki recimo pridejo v poštev, kadar je hrbtenica nestabilna, zdaj lahko tudi kakšni križni pasovi ali kaj takega, ampak naše izkušnje so take, da ne želimo pacienta navajati na steznik, ker ga to malo poleni. Potem dejansko se on boljše počuti, ampak mišice v ozadju pa tu počivajo. In to ni cilj. Mi želimo motivirati pacienta, da se nauči in da redno izvaja in da ve, da so te vaje tiste, ki mu bodo pomagale, da bo hrbtenica čim bolj stabilna. Pa še to bi rada poudarila, da je to res individualna zadeva. Ni en steznik primeren za dva različna pacienta, pa čeprav navajata isto težavo, to se individualno odloča in se posvetujemo z vsakim pacientom in pogovorimo in naredimo načrt, ali je steznik res potreben. Najlepša hvala za pogovor. Prosim. Pick myself up and move to the beat of my heart and my soul. Sing a song for the dreamer. Iz Ptuja pa nazaj v Mursko Soboto, natančneje v prostore Društva Joga v vsakdanjem življenju. Z mano je že Klavdija Lovenjak, učiteljica joge. Pozdravljeni. Pozdravljeni v naših prostorih joge v vsakdanjem življenju, vadbene enote Murska Sobota. Naš sistem je zelo obsežen, zasnovan je na več tisočletni jogijski tradiciji, vseeno pa je nekako zasnovan in hkrati prilagojen tudi za modernega človeka. Naš učitelj in avtor sistema Paramahansa Swami Maheshwarananda je zasnoval 8-stopenjski program, vendar se je tokom let pokazala potreba po specifičnih skupinah in tako smo v sodelovanju z zdravniki, terapevti, tudi z pedagogi in vadečimi ustanovili oziroma organizirali, se izobrazili in imamo sedaj jogo za hrbtenico, jogo za starejše, jogo za otroke, jogo proti stresu in v kratkem vključujemo jogo na stolih. Ali se vaše vadbe razlikujejo s tistimi klasičnimi in ali obstajajo tudi razlike med tistimi, ki jih v zdravstvenih domovih izvajajo fizioterapevti? Zdaj, potrebno je ločiti vadbenike, ki prihajajo k nam na vadbeno skupino, se pravi joga za hrbtenico, in vadbenike, ki prihajajo na stopenjsko jogo. Če imamo ljudi, ki prihajajo in nimajo nobenih diagnoz, se vaje izvajajo lahko nekoliko drugače kot pri tistih, ki imajo že diagnoze. K nam na vadbo za jogo za hrbtenico prihajajo, se pravi, vadbeniki, ki od zdravnikov ortopedov že imajo določeno diagnozo postavljeno. Ker sledimo zdravstvenim smernicam, se v osnovi te vaje ne bi smele biti drugačne, ker tudi mi sledimo stabilizaciji mišica medeničnega dna, vendar vseeno pa gre v principu za vadbo joge. Se pravi, izvajamo asane, položaje in vseeno ta vadba temelji na principih joge, v tem je drugačna, ampak osnova pa je v bistvu mora biti enaka. Vsaka vadbena ura se začne z sproščanjem, kar zajema mogoče tretjino oziroma malo manjši del vadbene ure in se skozi stopnjo potem te tehnike sproščanja spreminjajo. Potem so to telesne vaje oziroma asane. Najprej se vadbeniki naučijo pravilne stabilizacije, aktivacije teh stabilizatorov trupa, pravilnih prehodov iz enega v drugi položaj. Zelo pomemben del vadbene ure so vaje dihanja oziroma tehnike dihanja, kasneje so to pranajame.
Za nas predstavlja tehnika dihanja zelo pomemben del pri vadbenikih, ki imajo težave s hrbtenico, ker se morajo naučiti pravilnega jogijskega oziroma lahko tudi trebušnega diafragmalnega dihanja, ker je ta mišica zelo pomemben stabilizator. Vključimo pa tudi tehniko mudre, se pravi, gre za aktivacijo mišic medeničnega dna, ki so prav tako zelo pomemben del pri stabilizatorjih hrbtenice. Na tem so največji poudarek pri vadbenikih, ki prihajajo na to skupino za hrbtenico. Pri vsaki vaji asane, ki jo pokažem, ki se potem vadbeniki učijo, pač povemo učinke vaje asane in tudi vse kontraindikacije oziroma na kaj morajo biti pozorni. Če so kakršnekoli, ne vem, če so to vadbeniki po posegu, ne vem, v vratnem delu hrbtenice ali v ledvenem, ali so vstavljeni kakršnikoli vstavki, pač pri vsaki asani razložimo, povemo in potem izberemo drugo asano, ki je prilagojena za tega posameznika.
Težave s hrbtenico so kar vseobsegajoče in dobro je, da se tega zavedamo in da že preventivno nekaj naredimo, da bo teh težav čim manj. Za več aktualnih vsebin obiščite našo spletno stran vitazivljenje.si ali prebrskajte našo Facebook stran. Glejte nas tudi čez 2 tedna, ko bodo na vrsti nove, zanimive, sveže vsebine. Se vidimo! Pick myself up and move to the beat of my heart and my soul. Sing a song for the dreamer. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 23 tisoč bralcev. Vsak mesec zabeležimo več kot 2 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in Pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 18 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Pot do zmage ni nikoli enostavna. A mi smo z vami. Vsak dan, vsak trenutek. Z izbranim zavarovanjem specialisti si omogočite specialistično obravnavo že v 7 dneh. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje.